Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hello, zdaj pa ste videli enega prav čednega, premožnega moškega, ki si je umislil eno tako zelo zanimivo hiško. In zakaj je bila hiška čisto navadna, če je lahko hiška v obliki piramide? Ja, model si je umislil čisto zaresno piramido, dajmo si jo pogledati. To morate videti zdaj. Še oknama, mislim, neverjetno. Kdo pa ne bi živel v taki? No in recimo v zelo znanih piramidah v Bosni so namerali kar 3-krat večjo koncentracijo negativnih ionov kot pa v planinah. In že tam jih je ogromno. Negativni ioni naj bi bili, kot pravi tudi Semir Osmanagić, zdravilo proti koroni. Mimo grede, tam nas Semir pričakuje med 23. in pa 26. julijem letos. Tako da, če še niste videli piramid, pa bi radi seveda začutili vse te vibracije, ste lepo vabljeni, da se nam pridružite. V glavnem, piramide so super, kot ste videli, tale ima še okno, da lahko posije sonce. In ker je sonce tako super, danes seveda skupaj praznujemo tudi Mednarodni dan sonca. In govorili bomo o tem, koliko je v bistvu sonce kul, dokler nas seveda ne opeče, kako se zaščitimo, kaj vse nam sonce da, pa bomo danes pregovorili z Maticom in Diana. Lepo pozdravljena obadva. Matic, za začetek. Amon, mi pravi, zažijo, klič ga Amon. Te moram klicati Amon? Prav te bom klicala pa, v redu. Povej mi za začetek, kaj je v bistvu sončenje, koliko je zdravo in kdaj v bistvu moramo posegati recimo po zaščitnih kremah? Sončenje absolutno je zdravo, dokler ni prekomerno. Prekomerno so pa opekline sončne. Vemo, če pordečimo preveč, so to sončne opekline, to več ni v redu. Drugače pa sonce absolutno. Zdaj mogoče v tem času se ne govori toliko o zdravju in o soncu, kot se včasih, ko so imeli, bom rekel, cela zdravilišča, kjer so se ljudje sončali in ozdravljali od različnih bolezni. Tako da sonce ima dan danes tudi neko stigmo. Pa zakaj misliš, da pravzaprav je prišlo do tega? Jaz mislim, da zaradi tega, ker so se opustili holistični pristopi gledanju zdravja, pa smo pač na Zahodu bolj bili vsaj, pa še zmeri orientirani v to zahodno medicino z zdravili in tako, ki pač ne obravnava človeka celostno. Mislim, da od tukaj ta stigma proti soncu prišla, ampak v resnici se sonca ne bi smeli bati nikakor. Okej. Bomo šli potem v nadaljevanje, bomo še naprej polamon, kdaj se ga povsem bati. Diana, povej mi, zdaj vitamin D seveda vsi upevamo, sploh v zadnje čase, se mi zdi, da končno se je narod malo zbudil in se zaveda, koliko zelo ga potrebujemo vsakodnevno. Koliko v bistvu pa nam ga sonce zares lahko da? Ja, res je, se strinjam. Vitamin D je eden ključnih vitaminov. Mislim, seveda vsak vitamin je pomemben, če nam manjka, ga potrebujemo, ampak vitamin D pa je res problematičen z vidika, da ga dejansko v našem geografskem pasu skozi leto dobimo premalo. Lahko ga tvorimo sicer nekje predvidimo od meseca maja do septembra, ampak to samo pod pogojem, da bi se celo leto izpostavljali soncu, se pravi, da bi imeli možnost izpostavljati soncu, nekje, kjer je sonce dovolj visoko, blizu zenita, to pri nas ni, in bi potem v bistvu polet samo vzdrževali ta nivo. Sicer pa v bistvu mi čez zimo, čez jesen in čez zgodnjo spomlad ne moramo dobiti dovolj vitamina D v našem geografskem pasu, tudi če se izpostavljamo soncu. Nadaljni problem pa je, da potem poleti, ko začnemo z izpostavljanjem soncu, ponavadi se zgodi, da je to recimo 14 dni, ko smo na morju, koža pa je predtem popolnoma nepripravljena, kar pa seveda je nevarno in to ni varen način pridobivanja vitamina D, istočasno pa potem uporabljamo določene sončne kreme, ki pa lahko blokirajo UVB žarke, ki tvorijo vitamin D3 v telesu. Vitamin D3 je po resnici prohormon, tako da vpliva dejansko ne samo na imunski sistem, na hormonski sistem, izraža nekaj tisoč genov, tako da je zelo, zelo, zelo pomemben in če nam ga manjka, imamo lahko zelo velike težave. Je pa to tiho pomanjkanje, kar pomeni, da lahko na začetku niti ne vemo, da imamo težave s tem. Okej. Zdravo sončenje, Amon. Kako izgleda zdravo sončenje? Ene besede mi grejo, ki jih je tudi Diana povedala, pa zdaj ne vem čisto točno, kaj je rekla. Ampak zdravo sončenje, to so te pomembne besede, da v bistvu mogli bi začeti že zgodaj spomladi. Jaz lahko povem čisto iz primera svojega sina, ki je bil 2 leti star in je takrat bil nagat skozi celo pomlad že. In ko je v bistvu tam junija, julija, ko je bilo močno sonce, on je imel že nek ten, bil je nekako že prilagojen. In v bistvu človek kot bitje
je nekako del narave in mi bi se mogli v bistvu sončiti od spomladi že, ne, naprej, zato da dobimo nek ten. Zdaj, navada je pa taka, da pač so ljudje po pisarnah in potem prideš čist neprilagojen direkt na močno sonce za unih 14 dni dopusta in se tam pražiš in seveda ne moreš to hitro nadoknaditi, ne. Zaradi tega tudi potem pridejo v igro, bom rekel, sončne kreme, zaradi tega, da narediš nek prehod, da te ne more opeči, ne, da jaz zelo dajem na ta naravni ten, ne. To je naravna zaščita, ker telo tvori, ko pride UV žarki, potem se začne ten pojavljati in to je. Ampak zdaj mislim, da bi mogel več govoriti o sončnih kremah, pa kako jih uporabljamo, zato ker to res redko kdo ima to možnost, da je veliko zunaj, službe so tako naprej. Nimamo pač nekega naravnega procesa več v bistvu, ne, kakor je bil včasih. Danes se pravi, tako kot ste rekli, hitro se izpostaviš in pol se ukvarjaš v bistvu s posledicami. Kako pa jih saniramo zdaj te opekline, ne, ko pride do njih? Prvo bi rada poudarila, da res moramo narediti vse, da ne pride do njih, ker opekline pa so nevarne. Nastajajo poškodbe DNK, poškodbe celic in to lahko na dolgi rok. Celice imajo tudi imunski spomin oziroma spomin celični in na to na dolgi rok vsekakor lahko vodi v težave, tudi v tiste, ki se jih vsi najbolj bojijo, ta stanja bolezenska. Tako da opekline niso varne, opekline so nevarne tudi na dolgi rok in moramo narediti vse, da se jim izognemo. Torej to, kar je že povedal tudi Amon, dejansko moramo imeti najprej kožo pripravljeno na sonce. Torej za začetek se izogniti temu, da gremo za 14 dni na morje in ne vem, od 15. julija do 30. julija in pričakovati, da bomo pač takrat naredili vse in se ulegali na plažo in dali neki sončne kreme gor, verjetno še s prenizkim faktorjem ali pa premalkrat ponovili ali pa celo mogoče ne najbolj optimalno sončno kremo z ne najbolj optimalnimi sestavinami in vsekakor to ni varen način in prvo bi jaz rekla, da se ne sam spraševati, kako sanirati posledice, ampak v bistvu kako jih preprečevati. Torej, da ne pride do opeklin. Ko enkrat pride do opeklin, pa se treba zavedati, da je koža že poškodovana. Da poškodbe so in to ne samo te, ki jih mi vidimo na koži, da je koža poškodovana, ampak gre tudi v globje plasti kože, kar pomeni, da ta celični spomin se lahko potem ob naslednjem sončenju, tudi če nimamo poškodbe, zbudi. Tako da vsekakor predhodno izpostavljene soncu, loviti te sončne žarke že pomladi, ne se skrivati, mogoče za začetek ne se bati sonca, ne? Sonce je življenje, brez sonca ni življenja in nič ne uspeva brez sonca. Kaj pa to, ko zdaj pravijo, ne vem, od 12 do 4 pa stran sonca, ne, to od nekdaj, jaz, ko sem bila majhna, se spomnim, od 12 do 4 dol s plaže, ne, kako je s tem, a je to res tako nevarno v tistem času biti gor, pa 4 ure res biti na soncu v tem času, ali kako je zdaj s tem? Kaj vi zapravite? Me res zanima vajno mnenje. Kako je? Ti ne? Vsekakor, jaz se ne strinjam najbolj s tem, no. Spet poudarjam, če gremo mi enih popoldne na sonce, jaz popolnoma nepripravljena koža. Tukaj ne govorim samo o zunanji zaščiti kože, ampak je treba povedati tudi, da je treba se notranje zaščititi, se pravi, imeti hrano, ki je zelo bogata z antioksidanti, ki ni vnetna, ki je protivnetna. Antioksidanti so v sadju in zelenjavi, kar pomeni, da mora biti to pretežno na naših jedilnikih, ne samo poleti, ampak skozi celo leto, poleti pa še toliko bolj. Karotenoidi vemo, da so zelo uspešni v boju proti prostim radikalom. Vsi antioksidanti v bistvu lahko nevtralizirajo te proste radikale, ki lahko poškodujejo naše celice in iz njih naredijo v bistvu molekule, ki niso za nas škodljive. Torej, treba govoriti ne samo o zunanji zaščiti pred soncem, ampak tudi o notranji zaščiti pred soncem. In upoštevajoč vse to in tudi to, da kožo pripravimo na sonce in spet je odvisno, koliko si temnopolt, koliko ne. Naprimer, jaz sem res lahko na soncu. Sem jih hotela reči, ti spiš na soncu cele dni, imaš zelo lepo barvo, res. Hvala, ne, ampak to je to, kar smo prej govorila, ne. Pač jaz se tudi ne skrivam pred soncem spomladi, ne. Torej, če imaš, zdaj, tudi če si bolj temnopolt, rabiš več časa na soncu, da sploh uspeš tvoriti vitamin D, D3. Se pravi, dostikrat rečejo 15 minut sonca na dan je dovolj, polet, recimo, da tvoriš vitamin D3, kar seveda ni res, ne, ker jaz v 15 minutah ga ne bom tvorila, jaz ga bom mogoče v 45 minutah začela tvoriti. Nekdo, ki je bolj svetlopolt, bo pa dejansko v 15 minutah in to je
potem spet treba gledati, kakšna je koža, kako hitro nastane rdečica, ne, pač treba je opazovati telo in se odzivati glede na svoje telo, ker smo sicer si podobni, nismo pa enaki. No, in ko si ravno govorila o hrani, ne, tudi Jasmina pravi, da v bistvu sončno kremo na nek način lahko poješ, ne, v smislu, da ravno z določenimi snovmi oziroma s hranili lahko svoje telo tako pripraviš, da je potem ready za na sonce. In Jasmina je že z nami, pa da slišimo, kaj ima za povedati. Zdravo. Ja, že nekaj let vem, da so lahko sončne kreme zelo škodljive, tako da definitivno pazim, kar se tega tiče. Me pa navdušuje to, da lahko tudi poješ svojo sončno kremo. Govorim seveda o hrani, ki jo jemo in na takšen način v bistvu nas precej zaščiti in načeloma je to hrana, ki vsebuje, se pravi, veliko teh antioksidantov, torej resveratrol, kvercetin, likopen, karoten in tako naprej. Tako da evo, jaz jem svojo sončno kremo in sicer kaj to jem, pravi kakao, olivno olje, brokoli, zeleni čaj, tudi jabolka, čebula, korenje, borovnice, pa recimo paradižnikova pasta je tudi zelo tukaj močna, kar se tega tiče. Tako da evo, lahko tudi poješ svojo sončno kremo in pri meni je to na jedilniku ziher vsak dan nekaj. No, evo, super. Jasmina, veš, kaj mi še povej? Zdaj gremo na iš, ne? Gajo boš prvič sabo vzela, jo boš zaščitila z sončno kremo? Ja, letošnjega iža se res veselim. Za nami je noro leto, res dobesedno noro, divje, predivje. Tako da evo, letos gremo na iš in ja, absolutno bom imela zraven sončno kremo, predvsem zaradi Gaje, ki bo takrat nekih 3 mesece stara in sploh ni dvoma, uporabljamo v bistvu samo kremo, ki jo nameša Amon, zaradi tega, ker vem, kako je s filtri, vem, kako je s vsemi takimi in drugačnimi zadevami in prisegam samo na njegovo kremo. Res je, da si mečkem bolj bel, ko si jo namažeš, ampak pomembna je sestava in sestava ti je res fantastična, tako da absolutno od Amona. No. Ok, hvala Jasmina. Amon, da te kar vprašam, ne? Zdaj tudi jaz sem mamica 2 nekih otrok in odkar jih imam, tudi jaz pač prisegam na naravno, pač imam teh filtrov, pa unih filtrov, pa teh dodatkov noter v kremi. In ja, ne, po nanosu teh krem so otroci beli, ampak vsaj vem, da je krema kul, ne? Kaj je v bistvu s to belino? Zdaj, načeloma ne bi bila ta belina povezana seveda je povezana s cinkovim oksidom ali pa s titanovim, odvisno kakšen naravni filter je, se pravi naravni mineral. Zdaj pa, če so filtri v nanodelcih, imajo tendenco, da niso toliko beli potem na koži, ne? Kar je bolj, to so ugotovili, da je pač ljudem bolj všeč, ne? Bolj je marketinško zanimiva taka zadeva, je pa pač dosti vprašljiva, ne? Kar se tiče varnosti pa zdravja. Ne? Tako da, ja, to so te mineralni filtri, ki so v bistvu najbolj, bom rekel, naravna zaščita, kar obstaja. Ne? A bi lahko s to tvojo kremo v bistvu res tako malo pojedla? Ja, dejansko cinkov oksid bi lahko tudi pojedel, je tudi v nekih prehranskih dopolnilih se uporablja cinkov oksid. Zdaj ne vem, kakšna je glih, bom rekel, kvaliteta te absorpcije tega cinka, ampak to sigurno ni strupa, ne, bom rekel. Pa tudi količine bi mogli biti precej velike, da bi bilo to nekaj nevarnega. Ok, Diana, še nekaj me zanima, ne? Jaz spremljam kar nekaj teh anti-age strokovnjakov, ne? Ki pa so mnenja, da bi morali, oziroma ne, da so mnenja, da bi morali, ampak oni uporabljajo kremo, torej z zaščitnim faktorjem, celo leto, torej 365 dni. Kaj praviš na to? Ja, pač anti-age strokovnjaki vsekakor verjamem, da ja, zaradi tega, ker sonce prispeva lahko tudi k poškodbi kolagena in ko začne upadati kolagen v podkožji, potem vsekakor je bolj opazno staranje kože. Tudi v bistvu, kot smo rekli, sonce tvori proste radikale, ki poškodujejo in na ta način se koža hitreje stara. Zato je pomembno v bistvu, da uporabljamo sončno kremo, če želimo biti mladostni, če želimo imeti res lepo kožo na dolgi rok. Kaj pa pol z vitaminom D? Ja, ravno to. Moramo biti pozorni na filtre, ali kako? Načeloma, jaz vsekakor
tako kot Amon, absolutno in 100% brezkompromisno zagovarjam samo mineralne filtre, ki so v nenano obliki. In si pač bolj lahko bel, ampak ženske to lahko na obrazu korigiramo potem s pudri. Je tudi zelo pomembno, da ne škodujemo morskemu življenju, ekosistemu morskemu, ki z nanofiltri in s kemičnimi filtri definitivno, to so ugotovile študije, ne samo koralnim grebenom, ampak nasploh pač morskemu svetu. Tako da, kar se tiče pač takrat na kožo nanesemo obraza, recimo lahko zaščitni faktor, ampak potem pa recimo, da ni celo telo zaščiteno, vsaj poletne, ampak spet poudarjam na varen način, ne da ker gremo na sonce, ne bi rada, da dobijo to informacijo ljudje, ampak da se treba varno izpostavljati. Če pa želimo pa zaščititi kožo obraza, pa ja, no, bi jaz tudi se strinjala, da mogoče naravni sončni filtri so smiselni skozi celo leto in jaz jih tudi sama uporabljam. Amon, veš, kaj me še zanima? Zakaj recimo se mi zdi, da je toliko poudarka izključno in samo pri otrocih, da mora biti vse naravno? Zakaj pa mi odrasli pa kaj? Lahko že kar vse to sprejemamo, te kreme, strupenje, ki obstajajo ali kaj? Zakaj v bistvu ta otroška kozmetika se mi zdi, da se tako zelo poudarja to, da ne sme biti tega not, pa ne sme biti tega, pa ne sme biti tega? V bistvu so te kreme zelo zelo fajn so, ne? Zakaj pa tudi odrasli v bistvu ne uporabljamo v taki meri kot jih za svoje otroke? Kaj misliš? Mislim, tukaj bi rekel, da so tudi določene marketinške, psihološke zadeve. Pač normalno, da ima, sama veš, če imaš dva otroka, ne? Da pač, ko dobiš otroka, ti to največ pomeni, ne? In še posebej za mame, ne? In so zelo občutljive, se pravi, hočejo vse narediti za otroka in bojo to tudi kupile in bojo naredile najbolj, za tega to tudi pač izpostavljajo, ampak normalno, vsi smo ljudje, smo mladi, smo stari, smo neki vmes, pač priporočljivo je za vse, ne? Pa zakaj v bistvu ne pridejo te informacije do odraslih, ne? Da je to v bistvu, ker jaz mislim, da se ljudje ne zavedajo, koliko so sončne kreme nevarne. Absolutno, ne. Pa tudi otroška koža je malo drugačna kot starejša koža, se pravi, tanjša je, bolj je občutljiva, ne. Dojenčki otroci so bolj občutljivi, zaradi tega se to poudarja pač vedno, ne. Tudi to, mogoče tudi ta vidik, ne. Pa tudi pa ni pol, po moje, se prej kaj vidi, ne? Če bi ti neko kremo tako nanesel, zelo hitro so kakšne alergije se pojavljajo lahko, ne? Pri odraslih se mi zdi, da smo odrasli vseeno majčkeno bolj tolerantni, ne? Nimamo toliko zelo hitro alarmov sproženih kakor pri otrocih, a je tako? Če te kemijske sestavine nanašamo gor. Ne, sigurno, da za otroški organizem je to še toliko težje, ne, prenesti, ne. Ker vse je že v zelo majhne količine so lahko pri otrocih česarkoli, ne, ali strupa, tudi vemo pri uporabi eteričnih olj, drugače za otroke, ne. Pač količine so manjše vsega, tako da ja, sigurno, da je treba biti malo bolj previden. Po drugi strani, ne, pa tako rekel, ne izpostavljati otrok sončenju, kar je zdaj res zelo močna doktrina, tudi medicinska, pa to se mi zdi pa absolutno slabo, zaradi tega, ker takrat otroci tudi največ rabijo sonca, ampak spet, kako, ne, na kakšen način, tako kar je rekla Diana, ne, ker da daš otroka pražiti na sonce, ne, ampak da postopno dobiva barvo od pomladi, ne, naprej, pa da je čim več na soncu in jaz vem, pač moj sin je tudi ob najhujšem soncu, ko je bil, ni dobil rdečice, ker je imel toliko rjav ten kože že, ampak res, da je bil zelo dolg. Da je bila še postopoma, ne? Ja, pa pomlad je bila sončna, zelo odvisno od sezone, včasih tudi spomladi že toliko močno sonce prije, kakor mislim, da je bilo lani, da te tako peče. Tako da vreme ni več tako, kot je bilo tudi včasih in težko je neke absolutne zadeve povedati. Treba se opazovati skozi pa najti tisto, kar je zate primerno, ne. Kaj pa povezava, recimo, rast pa sonce, ne? Ne vem, a ste to porajali, da vedno otroci ponavadi po poletju naenkrat ful zrastejo, a ima sonce kaj veze? Ja, absolutno, da ima sonce veze z rastjo, sploh s kostmi, ne, D-vitamin, pa tudi raziskave, ki jih je že Weston Price delal v Ameriki, ne, glede rasti pa vsega tega. Če hočemo, da vse normalno poteka, je D-vitamin ekstremno pomemben tukaj, ne. Ok, Diana, še eno vprašanje. Ko imamo opeklino, kaj bi ti priporočala v bistvu, kako jo pozdraviti oziroma umiliti simptome? Vsekakor se takoj umakniti sonca in se ne izpostavljati soncu, tudi potem, ko je že opeklina sanirana, še nekaj časa ne, ker je lahko samo zgornja plast, pač nekje sanirana, ostalo ne. Hladiti vsekakor. Odlično je, če imamo kakšen gel aloe vere, da mažemo, da hladimo z gelom aloe vere, spet kupiti naraven gel aloe vere. To je zelo pomembno, ne? Zelo pomembno, zelo težko se jih dobi, niso vsi naravni.
Torej, to je v bistvu to, poskrbeti za dovolj tekočine, poskrbeti za dovolj antioksidantov, ker so to pač prosti radikali, poskrbeti v bistvu za močen imunski sistem, ker se niti ne zavedamo, ne, da mi, ko poškodujemo kožo, koža je naš največji organ oziroma največji zunanji organ in takrat v bistvu je naš imunski sistem tudi pred izzivoma, ne, ker smo v bistvu poškodovali en del našega telesa. Super, hvala obema. Jaz upam, da smo zdaj vsi skupaj pripravljeni na zdravo sončenje, tako da pamet v glavo.